Dobro jutro. Spet sem na pohodu. Najprej me je malo zeblo, zdaj pa mi je že vroče, pa sem naredila 5 korakov. V ponedeljkih je ponavadi kar prazno, tako da sem rekla, moram iti danes. Nov teden, novi izzivi. Evo en hiter šparhol, kupila sem si te široke rezance, ker jih nimam več, pa ne da se mi svojih dela trenutno. Teda te jajčne fettuccine, mleko, jabolčni sok za zraven kostanjev, solato, pa sem si en ta grški jogurt za foro vzela, ko ima 0% magro, ne vem, kaj to sploh pomeni, ja, maščoba ali kaj. Ja, zanimivo, ne, ama bo to sploh dobro, ponavadi maščoba itak ne bdi tisto prav. Dvojne te dimljene piščančje prsi sem vzela, ker so bile znižane, pa jih imam rada za sendviče. Maslo, kupila sem drožji kruh, ker isto nisem ga zdaj imela volje in cajta dela, tako da si ga kupila. Vaniljo aromo sem že 3-krat hotela kupiti, pa jo vedno pozabim. Malo sladkega, Kinder čokolade, pa te keksi ovseni so ful dobri in imajo cukra, oziroma zelo, zelo malo. V Sparu jih imajo, pa tudi ful so poceni. Ful sem si za foro te kupila, ker so bile znižane, čeprav so že kar malo dragi, ampak tako vsakdaj na hitro. Banane in pa to luko piščančjo jufko. To mi je Nina rekla, moram probati in se mi zdi, da ful dobiš za 3,99. Ona Nikina bola, ko mi je tudi všeč, so jo podražili na 5,99 in se mi zdi, da ni več, se ne splača več. Si reč sama naredim solato, pa nakce pa to. Tako da ja, me prav zanima, kako to. Ja, se sad normal. Priboljši, ja? Priboljska bi, ali? Najprej dam to, ko nima to krada, pol pa to. Evo, se glih ličem. Zdaj te dni, ko sem imela menstruacijo, res nisem se najboljš počutila, tako mentalno in nikoli ne veš, kaj bo, ko pride tisti cajt v mesecu. Zadnjič me je ena punca vprašala, kako kombinacijo ustnic, oziroma šminke imam. In to sem si kupila ta Essence Water Tint, barva 01, Kiss from a Rose. Torej, to je tak stain, lip stain. Ni šminka, ampak je taka neka vodica. Ki si jo pol namažeš po ustnicah, ker s prstom tak, in ti pusti barvo na ustnicah. Tudi ko ješ, piješ, ni zdaj tako močno, pač čez cajt gre dol, ampak ni pa tako šminka, ko si jo namažeš, pa pol, če se nekam butneš ali pa primeš, se, zdrsa. Tako da v bistvu je čist tvoje ustnice so, samo barvo dobijo. Bom probala najti slovensko besedo, trenutno jo ne morem najti v svoji glavi. Lahko si daš tudi na lička, to si jaz nisem. In pol sem si dala samo ta gloss čez, prozorn. Oziroma vazelin, no, da se ne zlažem, vazelin sem si dala. Včasih si dam pa tudi tega od Enci, ko je tak bolj rjavkast. Sicer se malo predrago zdi za gloss, ampak dobro, z tega imam še nekaj cajta. Ali pa tega iz H&M imam. Vsake toliko si dam pa še barvico, ta od Makeup Forever. Ne vem, se je sploh še dobi. To je kar malo draga, bolj znamka, ampak jaz imam to že ful cajta. Total Taupe 508, to je nekaj najboljšega. In je tak malo bolj hladen. Rjavkav svinčnik in ne vem, se zdi, da na mojo pot paše.
Jaz ponavadi sem dam tak tu na zgornjo ustnico, pa tu malo v sredini. Takole. Si dam pa vazelin, ali pa jaz si bom dala kar vazelin zdaj. Zdaj moram pa dokončati še make-up, obrvi pa oči. Tako sem mozolasta, menstruacija me je res delala ta mesec. Kava, čaj, slika. Začenjamo. Smiling at me as so many times before. I'll never wanna be away, leave you again. You are all I want and more. It's true. If only I could do one thing, I'll be with you. It's true. Baby, how I need the loving of you. Waiting at the doorstep, finally home. I've been gone for. Večerja je pripravljena. Kostanji iz airfryerja. Skr fajn odprli. Tu imam jabolčni sok. Danes pa res končam to knjigo. Zdaj sem pa že čisto na koncu, 2 dni zdaj že me čaka, da jo dokončam, ampak vedno je nekaj vmes prišlo. Ena svečka si bomo prižgali. V zadnje imam naštimano, malo za vibe. Mika se umiva. Danes sem jo ful zmatrala pred streamom, tako da je še zdaj niti dol ni prišla, ponavadi takoj pride. Evo. Standing here apart just to take it all in. Radio is playing a song. It is true. Kaj? Je moja? Ja? Že je lepa ti. Moja. Vidiš, je lepa. Moja. Vidi to. Vidi se stisniti meni. Ja. Ja. Pridi. Pridi se stisniti, no. Baj. Pridi, baj. Moja si. Kaj tvoj lampek sem pa ti lamp.
Dobro jutro. Glede na to, da bom sestavljala Lego kocke danes, mislim, da je to ta prašalca za kavo. Sem na vrečki 6 od 15. Izgleda tako, no malo je temno. Tukaj imamo lučko za ta lonc, ko se nadkuhajo strupe. Ne strup, pa ni nujno strup, napoj, to je beseda slovenska. Tukaj imamo to knjigo, ki piše Do not touch, upsi. In pol imamo tukaj ta mlin na vodo, predvidevam. Ful nekih detajlov zadaj, nekih teh napojev pa kuharskih zadev pa ne bolj mi je všeč, da imam predal. Upsi, nisem še kdaj imela predal v Lego. Poglejte, kak ta keks paše direkt kar zgleda, kot da neka pokrovalka s Pluto, ampak je keks ovseni. Jesen je tu. Tako se veselim nositi malo bolj dolgih rokavov, toplih puloverov. Ta pulover je tudi nov, nisem ga pokazala. Že nekaj cajta nazaj sem ga kupila. Mislim, da je iz Berške. Ja, iz Berške. Kovčki so tudi prišli končno iz kleti, ampak niso še razpakirani. Ampak ja, zdaj pa res prihaja mrzlo. V soboto kaže 0 stopinj. Jutri je tudi 1. oktober. V glavnem, tako hitro mine, da ne vem, no. Čeprav se mi zdi, da sem že dosti naredila, kar se tiče jesenskih stvari, se mi zdi, da sem pravice začela in se počutim on top of my game. Ful bi rada spekla cimetove rolice. Meni so bile vedno te cimetove rolice bolj taka zimska zadeva, čeprav skoraj nikoli jih nisem pekla prej, ampak tako, mislim, da sem lani ali da naredila bučne, ampak bi rada ene čist klasične zdaj naredila z vami. In ja, to pulover mi daje tako občutek, kot da grem v šolo. Ampak v Hogwarts. V Bradavičarko. Z Harryja Potterja. Mika, španka? Ja, kako si lepa. Mika, da je meni govoril vsak dan nekdo, kaka ljubka sem, kaka lepa sem. Zdaj bi bila čisto samozavestna. Ti sploh ne veš, kako srečo imaš, da dobiš toliko afirmacij. Jaz sem vedno mislila, kako imam zgornjo ustnico malo. Mislim, proti spodnji. Spodnjo imam tako napihnjeno zgornjo, ne, in pol, če si dam barvico na zgornjo, se mi zdi, da bolj do izraza pride in zgleda bolj enakomerno. To je zdaj tako. Ne pritožujem se, samo opažanja. Tako smo sami sebi največji kritika, ne. Evo, dodala sem ostanke one goveje omake v gobe. Torej, gobe sem popražila, malo začinila, dala ono govejo omako, ki sem jo imela v hladilniku od zadnjič. In dodala sem še malo smetane za kuhanje, da je malo bolj kremno, da bo taka testeninska omaka. Zdaj bom dala pa široke rezance tja. Čekaj, da vidim, koliko je cajt. Ja, definitivno so konc. Hot. Zdaj bom pol vse prestavila sem, sam ful ne bi rada umazala onega cedila. Bom reš umazala celo kuhno. Sam to, da tja prestavim, pol bom pa vse v to skledo dala, po moje. Ali pa ne. Po moje definitivno je preveč omake za koliko imam rezanca, ampak se vseeno lahko še skuham jutri. Dodatno. Všeč mi je tudi, ker pol ponadi te testenine, voda v testenin malo naredi tako gosto. Tako dole. Glašna sem. Izredno lačna.
Ok, v bistvu je glih prav testenin pa omake. Oh no. Zgleda tako cute, ampak je pa okus dober. Evo, nekaj pa že napredujemo. Ta stran mi je ful všeč, ko ima listje, pa ta mlin. Všeč mi je tudi, ker tukaj tako malo ven štrli ta del. To okno, noti je tako ful detajlov, tako imamo to pojslo z to posebno prevleko. Pa imamo tu sesalc, Dyson, metlo, še eno metlo, tu še metle za vozice. Ta del se lahko odpre, da pač malo boljš vidiš in bolj imaš ful nekih detajlov, ki jih zdaj itak ne morem toliko pokazati, ampak lučka oziroma ogenj in ja, nadaljujemo, zdaj sem v bistvu na polovici. Ok, končala sem knjigo od Pumpkin Spice Cafe, meni ne vem zakaj, ampak mi je tako zapasala. Ful je enostavna, ni nekih pretresljivih stvari, mogoče en tak plot twist, da je v njej. Res tako prijetno, cozy, umirjeno branje, če hočeš, da se dogaja nekje v času jeseni, tako da je sigurno taka sezonska. Če bi me na začetku vprašali, za koga je ta knjiga primerna, bi rekla za bolj kot ne vse, no, rečemo 13+. Bolj je pa na koncu kar malo bolj globje vse gre, no, pač tisto se mi je zdelo tako malo brez veze v bistvu, ne vem, da ne povem preveč. Kar je mene najbolj motilo, poleg tega, je, da je pisano v tretji osebi, torej da opisuje glavne like, govori za njih, pa vmes so dialogi in je pisano v prvi osebi, torej da ful je pomešano in sem na začetku ful rabila cajta, da sem se navadila na to iz tretje osebe na prvo in o kom se govori in tak naprej, tako da sem bila malo zmedena na začetku. To sem zdaj opazila, da me to moti. Videli, moja naslednja knjiga, kak je. Ampak ja, ne vem, jaz bi vseeno predlagala, prav rabila sem to. Mogoče komu bo čist brezvezna, mogoče bo komu še boljša kot meni. To je tako objektivno, tako da jaz dam te knjigi 3,8 od 5, ker sem se dobro ob njej počutila in sem komaj čakala, da jo berem. Ni pa zdaj nek presežek v zgodbi, kot sem rekla, ta način pisanja me je malo zmedel. Vem, da sem rekla, da berem Icebreakerje, nekako nisem mogla odpriti in imam druge stvari na wishlisti in seveda, zakaj bi brala to, kar že imam, če si lahko novo knjigo kupim. In tam sem si kupila If It Makes You Happy, Julie Olivia. To sem na TikToku videla in je tudi kao ta rom-com, torej romantična komedija. Isto vasica, isto videz imamo vibe. Ful je lepa naslovnica, bom prepopala tukaj, da boste videli. To je pač črno-bela in to bom po maj dan začela brati. Ko gre fajn fizično knjigo brati, vsake toliko pa ta cel vibe, ko si jo kupiš pa listaš, v pojsli jo brati brez lučke, ni glih fajn. Nikaj ne. Pa a si nora? Tu lego škadlo v oči. Tako da sem vesela, da sem nazaj na Kindle zaenkrat. Bo pa sigurno še kakva fizična knjiga padla. Ta knjiga je ljubezensko pismo jesenskim mesecem late 90s, kao 90-im. Suho listje, Halloween, pite, festival. Bojo tudi tani klišeji 90-ih not. Da sam vidim, kaj piše v tej knjigi točno. If it makes you happy. Book. Zgleda, da ima moj nov sosed se pod kontrolo. Vaščanski zlati boj, samski oče in pek. In pol sem tukaj jaz, Michelle, ki nima vsega pod kontrolo, ki še ni vse ugotovila, kako in kaj. In ona je tudi prevzela mamin bed and breakfast, hotel, motel v Vermontu se dogaja. Torej ta Cliff, zlati boj, golden boy, ima svoj charm, točno ve, kaj drugi hočejo, dober pek je, ker ima svoj pekarno. Nemogoče, da ne bi bil z njim dober oziroma prijatelj. Ful ne moram gledati. Teda, taka, spet cozy, I guess. Mogoče bi mogla najti slovenski. Upis bi bilo lažje. Danes je vlog dan, tako da sem večino cajta montirala, zdaj sem pa ujela cajt, da in svetlobo, da grem na Šmarno goro. Kot ste verjetno že opazili na mojem kanalu, jaz imam taka obdobja, ko laufam, pol sem hodila ful, sem že tudi v hribe dost hodila tudi. Zdaj sem pa spet nazaj v pohodništvo. Ponavadi se to zgodi po poletju, ker
ali pa pretno. Poleti je težko se kaj lotiti, ko je tako vroče, ampak ja. Zdaj se vam bom najedala s tem, da skozi hodim. Bilo kar nekaj folka na začetku, me je malo spodbudila, da sem šla bolj hitro sam. Moram se zdaj ustaviti. Razveze se nekaj naprezam, hočem tudi uživa. Malo se tresem. Čutek imam, kot da rabim cukor. Mogoče po meni čaj na vrhu spila. Ta šmarno gorski čaj je ful dober. Se pa kar pognala. Vedno me ena osa napade, I swear to God. Mika rabi hrano, jaz pa rabim kavo, pa tudi kremni sir, no, nič posebnega. Pogledala bom, če imajo kako belo srajco, mogoče pepko, če ne pa, ni nujno. Tankat moram iti, ker imam že nizko. Pohod je bil čudovit, to vreme je v nulo za mene, da mi ni prevroče. Zdaj bom tak annoying bom, res. Ja, nič, čas je, ne moram več odlašati. Najprej bom vse zmetala iz kufra, da lahko pol dam, kar pač je poletno nazaj v kufre. I wake up from the sunshine on my face. So dehydrated, don't know what to say. Who's sleeping by my side? What did I do last night? Can someone make this headache go away? Yesterday was supposed to be quiet. Being to myself and sit in silence. Ej ti, žabka. Kitty. Buzi moja žabka. With a feeling in our eyes, felt like we had it all. We were dancing in the dark. We were dancing in the dark. Wow. Every morning after feels the same. I know I only have myself to blame. Zdaj pa ta kup omaro zdevati, ampak moram najprej še omaro zložiti, oziroma kar bo šlo na obešalnike, bom najprej naredila, ostalo pa bom videla, če se mi da. Zaenkrat je to zložila sem, dala bom na mizo.
Tako da bomo malo spale v posli, ampak jutri naprej nadaljujem, ker se mi zdaj ne da razmišljati pa organizirati se. Čas je za cimetove rolice. To bo v bistvu cimetove rolice z rjavim maslom. To pomeni, da maslo stopiš do točke, da malo porjavi in dobiš še malo dodatnega okusa in pol ohladiš, preden da uporabiš v masi in tak naprej. Da ne vročega notliješ. Ja, Mika? Ja! Imaš norites? When the sage brings the rite of spring, moaning dove and the sparrows sing, through the light that the sun will bring, reborn. Plots are creeping on the wall, swallowtail heeds the northern call, and the last of the frost will thaw, reborn. Že rjavi malo. Reč dajte na manj ali pa... Ja, pač pazite. Evo, jaz bom kar ugasnila. Tadam. In ohladila. Evo, tu bom pa še pripravila rjavo maslo pol za filo. Se bo dokler tudi fajn ohladilo. Evo, mehurčki so se naredili, kvase, tako da se zmešamo in dobro zgnetemo. Če se vam pa zdi masa premokra, pa lahko seveda dodate moko, ker pač jajca so različno velika. Tudi te pretvorbe, ko sem jaz delala, vseeno vedno je malo drugače, tako da je fajn, da poznaš, kak občutek mora imeti testo. Dala sem ga pa na pol, tako da to bo za ene 4 take velike cimetove rolice. Dali to nazaj v kledo, da malo čistim s kledico. Jaz rada z to folijo pokrijem, da pol lažje vidim, ko raste, pa da ne odkrivam in da res ostane nad ista temperatura. Tako da 1 do 2 uri pustiš, da dvojno naraste, odvisno je od temperature, tako da od 1 do 2, zato sem rekla, ampak predvidevam, da bo rabilo malo več danes, ker je že malo bolj hladno. Tako da ja, to je to zaenkrat. Gremo spet na šmarno, pa kufre moram nesti v klet prvo. Evo, skoraj sem pri koncu. Kak hiter. Dobiš kondicijo. Ko nekaj ponavljaš. Začneš počasi, pa stopnjuješ ali pa ne. Slej ko prej se ti zdi ful lažje. To govorim medtem, ko sem zelo zadihana, ampak sem res čist pri koncu. Na vrhu bom samo 5 minut posedela, ker šibam nazaj. Cimetove rolice me čakajo. Gremo. Tam sem se pa merila 36 minut, kar dobro. Blizu mojega rekorda izpred let, ko sem bila še mlada. Opa, kaj to mušice? To pa je zraslo. Pa je čas, da to zrolamo, pa naredimo filo. Heavy air and the smell of rain, muddy grasses across the plain, red-winged blackbirds soft refrain, reborn. In the warmth of the spring, I recall everything once more. Ja, čakaj, samo še to.
Ampak jaz se mi zdi, da ni dosti, da sem preveč zrolala to testo. Maybe yes, maybe no. Everybody regrets reborn in the warm of the spring. I recall everything once more. In the light of the sun. Ok, mislim, da sem jaz to narobe zvila, pač obratno bi mogla zviti v to smer, da bi bile bolj debele. Ja, zdaj je kar je, a ne, bo pač več malih. Upsi. Zdaj pa en res oster nož, da ne stiskamo to. Tako žagaš, da ne uničiš tega. Mislim, zdaj po eni strani je mogoče bolj, da manjše, zato ker da lahko poješ en manjši kos, oziroma, ja, koliko se ti pač lušta. Čeprav po moje, ko bojo sveže, to se bo kar težko upreti. Če imate pa vrvico, lahko tudi tisto vrvico to prerežete, ampak jaz je nimam. Once more. In the light of the sun. Everything and everyone reborn. Ne se bati jih bolj skup dati, ker je fajn, bolj ko naraste in se speče, imajo bolj take mehke robove, tam, kjer se držijo. Sem pa videla en nasvet, da če hočeš, da so res ful sočne, da lahko še priliješ malo te smetane za kuhanje čez nam, če bi to naredila. A ja, zdaj pa v bistvu še enkrat pustimo, da počiva. Da še malo narastejo, zdaj ko so oblikovani. Pa pečico ugrela, dokler se bojo pa te malo še razlezli in ja, pol grejo v pečiciko. Imala je lepo rupico. Evo, kot vidite, so narasle malo. Zdaj pa, da bojo še bolj sočne, bom naredila nekaj, kar še nisem kdaj naredila s cimetovimi rolicami. Prelila bom malo smetane čez. Nimam sladke smetane, oziroma smetane za kuhanje ne bom odpirala. Sem pa zmešala vodo in mascarpone, ker bom itak danes uporabljala mascarpone in ga imam ful. In podoben princip, važno, da je pač maščoba mlečna. Zdaj pa gre v pečico za 25 do 30 minut na 180. Mlil, ki ga bolj na koncu dodamo. V originalu je to z kremnim sirom. Jaz osebno nimam rada kremnega sira za priliv, ker je slan pri nas. In se mi zdi, da je pač mascarpone podobno kremnemu siru po teksturi in vsemu pač ni slan. Zdaj, če vam je všeč, da je malo slano, sladko, ok. Jaz pač osebno nimam tega rada, tako da si bom dala mascarpone namesto kremnega sira. Maslo, kremni sir, mleko, moram še pogledati v bistvu. Sladkor pa maslo sem že stehtala. Da vidimo. Ja. Sem kar dala vanilija sladkor. Moja bom kar 2 mogla pojesti, če se mene vpraša.
Jep. Kaj pridem? Kaj pridem? Evo, spet je na seznamu solata. Grški jogurt, senf in malo kisa. Sol na akciji. Imam pa tudi špinačo danes v solati, preostali del špinače sem pa hitro podušila, tako da se ne bo pokvarila, pa jo bom kje zraven druge jedla. Ampak gledajte to. To je bila cel kup špinače in pol čist pade. Prav lepo izgleda ta salatika. Taram! Kako dobro izgleda. Ne vem, zakaj sem sploh javljam, sem hotela reči, da imam danes moje drugo delo, kot ga je zdaj zadnje cajt imenujem, torej livestream imam v živo, v Dzun. Vedno sem ful živčna in tudi danes sem bila, celo pot mi je bilo slabo, ampak zdaj sem tukaj. Edino, kar je parkirišče je, oziroma mogoče bo ta ženska šla zdaj ven, tako da bom lahko parkirala. Evo, ko sem govorila, sem dobila parkirišče. To pomeni, da pač ne rabim to garažo, ker koliko jaz livestreamam, če grem v garažo, mi signal gre. In ne bomo samo na eni lokaciji, bomo najprej v Piranu, v starem mestu, pa malo okoli šli. Danes je tako lepo vreme, gore se vidijo. Zelo neverjetno. In pol gremo pa v Koper, ker grem se rolat. Tako da pestro bo, zabavno bo, bom kar tega uporabila Easy Park, ali kaj že. Tina slava stvar je, če ne greš v garaže, da ni WC-ja, me ne pa lulate. Odprto je, tako da lahko grem lulat. Vse se je poklopilo. Streaming, so here I am. Say hi guys, here on the vlog. Oh my god, kako je lepo. So pretty. Standing here a while, just take it on. I was filming a little bit for the vlog. Okay. God, it's so beautiful. Then you stood there smiling at me, as so many times before. I never wanna be away, leave you again. Try not to You shake. are all I want and more. En Pepsi si bom vzela. It's true. If only I could do one thing, I'll be with you. It is true. Baby, how I need the loving of you. Waiting at the doorstep, finally home. I've been gone for too long. Standing here a while just to take it all in. Radio's playing the song. It is true. If only I could do one thing, I'll be with you. It is true. In smo že pri koncu tega videa. Zdaj je bila pri meni mama 2 dni, tako da v naslednjem videu bo sigurno to. Smo kar bile pohodnici spet, tako da... Ok, upam, da ste uživali, lepo se imejte in veliko se smejte. Čau! Missing someone.